Dame in gospodje, a veste, da sem vesel? Ne samo zaradi naše strokovnjakinje. Naš predsednik se je zaljubil! In to resno. Borut je bil ta teden v Milanu na sejmu Expo, kjer ga je protokol posedel zraven izredno privlačne gospodične. Kaj je, gospod umetnik? Pa ena miška mala, ne? To pa ni maturantka. To je mimogrede španska kraljica Leticia. Bravo, gospod predsednik. Ne samo, da ste vzbudili pozornost lepe kraljice, še tako badass ste, da ste se delali nedostopenega. Ampak tudi Borut ni ostal hladen in je moral preveriti, kako huda je dama v rdečem. Romeo je previdno pogledal na desno. Slučajno. A Leticia mu je vrnila pogled in prav čuti se, kako so se iskre zakresale. No, nato so se državniki zbrali na odru in golobčka sta kar gravitirala eno krog drugega. Mislim, se Pahor počuti kot v srednji šoli. Zagledal punco, živčen ob njej, a pa vsem bi se pa rad približal. A pa je kdo od njiju naredil prvi korak? Na koncu sem dejal, da ni nobenega dobrega razloga, da ne bi obiskala Slovenije. In sem bil prijetno presenečen, ker je vprašala, če je to samo tako iz vljudnosti ali je to tudi zares pravo povabilo. In sem rekel, da ta trenutek velja kot neformalno povabilo, ko sem se pa poslavljala od klepeta pri kosilu, pa me je spomnila na to neformalno povabilo, ki sem rekel, da te bomo ponedeljek poslali tudi formalno. A si bil kaj za farbo, naš loverboy? Kdo pa ne po taki babi, ne? Točka za Boruta, ker ga je ona vprašala, kdaj lahko prije na obisk. Še en nasvet, gospod predsednik, ne je klicati takoj, ne mal čaka. A vsaka ljubezenska zgodba formata Romeo in Julija potrebuje enega zločinca, ki hoče zaljubljenca ločiti. In v Milanu so bili to nadležni plesoči Slovenci. The fuck? Meni se Pahor dvojno smili. Prvič, ne more v miru pecati, pa še ti klov ne more gledati, ker nam delajo sramoto v Italiji. Je pa res, da je predsednik hotel zaplesati z njimi, a ga je asistentka še pravočasno opozorila. V redu. V redu. Lahko se zaderem to mi deli? Ne? No, v redu. Ne, miška mala? Ne. Solze sreče z oblad? Ne. Se lahko saj slečem? Se je pa predsednik z mešanco groze in zmedenosti odzval na eno izmed plesnih točk. Jaz mislim, da je to univerzalno odziv na to točko. Pa kaj ima veze s Slovenijo to zvijanje na stolih? Kdo mi lahko to pove? Gostje Expa so po moje rekli, so pa Slovenci. Pejmo naprej, tam je kitajski paviljon, je full velik. Je bil pa Počivalšek izredno navdušen. A vidite, miške male, predsednik? In da je bila mera popolna, so Boruta razočarali še v našem paviljonu, kjer je ugotovil, da določena substanca ni to, kar je mislil, da je. Sej zato pa še vedno je tako, kot je in jo imamo danes tukaj. Piranska sol je nekaj posebnega, se uporabljajo najboljši šefi po svetu. Kaj, kje ste pa to dobili? Iz Kolumbije? Ne, z Pirana? Brez veze. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV.
tujec. Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.